Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer izjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je ponedeljek, 8. december 2025, moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Kaj si lahko posebnega privoščimo na mariborskem adventu? Dolgotrajna oskrba, kdaj bodo uporabniki deležni pomoči na domu in kaj svetuje Center za socialno delo Maribor? Objavljamo intervju s selektorjem slovenskih kolesarjev Urošem Murnom. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Tokrat začenjamo bolj sproščeno, praznično, kot se za ta čas spodobi. Sprehodili smo se mimo stojnic predprazničnega Maribora in preizkusili največje zanimivosti v ponudbi. Video reportažo tega našega sprehoda najdete na Večerovih kanalih na družbenih omrežjih, zdaj pa vam reportažo predvajamo tudi v audio obliki. Nazaj sva! Kdo je nazaj? Nogata škrata. Zakaj? Ker ste na Jolani tako imeli radi, da vas tudi letos isto peljeva na Mariborski advent. Čarobni Maribor. Čarobni Maribor se je začel 27. novembra, trajal bo še kar nekaj časa. Še kar traja in zdaj si poglejte, kaj izpostavljava tokrat, ampak čisto na kratko, kak se ti zdi? To ni na kratko, manj ekstravagantno kot lani, ampak srčno. Ja, poglejte si teh top 6, top 5 plus 1 posebnosti kulinarično-gostinske ponudbe na Čarobnem Mariboru. Malo smo papala. 6. mesto, napitek Pink Latte, Astoria. Kaj veste o Pink Latte pijači? Mislim, da je z brusnic pa z jagode, tako v bistvu je na bazi praha, pa mleko je zraven. Nič alkoholnega? Ne. Na zdravje? Zdravje. Presenetljivo začenjamo z brezalkoholnimi pijačami, ne? 5. mesto, Jurkin Negroni, Hiška Luft. Dajmo to poskusiti, ker res lepo diši. Kaj si ti, ko voham tako, da čakam Božič direktno med brajdami. Zelo dobro. Zelo dobro. Mičkeno mi je žajfasto, moram priznati, ampak mi je to všeč. Veš, zakaj ima tako, da bi... Nisem Jurka, ampak ima še več nekih cvetličnih ali nekaj noter, ne vem, kaj vse so v ta džin zvarili, ampak žajfasto dobro pomenu, kaj sem rad te reči. 4. mesto, posebni mango hot gin Piranja. Ja, meni je zelo dobro. Je pa res, moš pa imeti rad cimet, pa ne pričakovati steklenega kozarčka za soljo veš, to, kar na dopustih vedno pijemo. Probaj. V redu. Ja, v redu. 3. mesto, Krajner Cheese Hot Dog Buns and More. Krajinska je z Perutnine Ptuj. Okay, lani smo se tu pogovarjali o bifteku. Ja. Kam je šlo vse to, ves ta zanos? Maribor rabi krajinske, pa hodovke, pa šmorn, pa kebab. Mislim, ne bi rekel, da vem, ali piščanče, ali karkoli, ampak pa ful je okusno. Pa všeč mi, ko imaš te, zdaj govorim s temi polnimi usti, ampak ful ima že nekaj zanimivih reči, poleg recimo praženo čebulo, kumarični reliš, mislim da, pa še nekaj lušno. 2. mesto, božična palačinka, ki jo sestaviš sam, Popper Hiška. Palačinka z vaniljevo kremo s pistacijo, čez je še pistacija polita in potem moji favoriti današnji so, jaz pravim, da ni obrok, če ni mrvic. V vseh hodih, baby, to bo dobro. In je. O moj bog. Ampak ni malo preveč pistacija, ne? Seveda je. 1. mesto, bombetka s pohanim, solato in limono, Fudo. Zdaj bomo delila ta žemelj šnicl. Kako bomo to zdaj midva jedla pravzaprav? Daj prvo ti. A prav pajstala bova? Ja. Dajte. Primi. Ful je lepo. Sam si ga primi. Bom si ga... Osvežujoče. Bravo, Simona. Kar
kar se mene tiče, jaz tako pa nek 2-3 oplemenitenih pijačev drugega adventa sploh ne rabim, meni je ta zakon, Pogledali smo si top zadeve letošnjega čarobnega decembra v Mariboru. Jaz sem malo mehki, res, to, kaj nek stvari smo sprobala danes, pa v bistvu zdi se en tak majhen advent, mislim, je nekaj prizorišča, ampak ponudba se zdi v bistvu na prvi pogled tak standardna, ampak ko malo pobrskaš, v bistvu niti ni. Tako da, drage Mariborčanke in Mariborčani, brskajte, mnogo lučke v središču Maribora, mnogo pozitivne energije in tudi kar dobra vsebina, zanimivi koncerti nas čakajo vse do konca decembra. Mi dva z Denisom bomo šla na kateri koncert? Se gremo na sladkorne penice, za koncerte pa ne vem, jaz grem na Mrvice. Ok, jaz grem pa na Alostari konc decembra. Kaj ti pa še punk na advent? Ne paša, ampak to je Maribor, to ni smisla, veš, bolj kaj je nesmiselno, bolj je Maribor in boljše je in meni je to ravno všeč. Veš, tako imamo lepo, res imamo lepo, pa vse, kar si želiš in iščeš v tujini, imaš doma. Uživajte na čarobnem Mariboru, seveda pa berite večer.com. In kapo dol! Reportažo najdete tudi v pisni obliki na večer.com. Na terenu smo bili Nogata Škrata, Denis Bende-Živčec in Miha Dajčman, fotoreporter Andrej Peteninšek in snemalec Alen Rojht. Sedaj pa resnejša tema. Dolgotrajna oskrba na domu je že skoraj pol leta zakonska pravica, a v praksi se uvaja počasi. Ministrstvo za solidarno prihodnost pravi, da so prvi uporabniki pomoč na domu že prejeli. V Podravju jo bodo prejeli v prihodnjih tednih, v polnem obsegu šele v začetku leta 2026. Glavni razlog je vzpostavitev informacijskega sistema, nujnega za pripravo osebnih načrtov. CSD Maribor je prejel največ vlog v državi in izdal več kot 300 odločb. Z izdano odločbo se upravičenec obrne na izvajalca dolgotrajne oskrbe, ki ga obišče na domu in z njim pripravi osebni načrt, v katerem je naveden tudi predviden datum začetka izvajanja storitev. Nato pa izvajalci osebni načrt posredujejo ZZZS. Nekateri izvajalci so že pripravili osebne načrte, a se bojijo, da bi ZZZS zavrnil potrditev, zato izvajanje storitev ne začenjajo takoj. Dom Danice Vogrinec bo storitev nudil v 13 občinah. V Centru za pomoč na domu Maribor so prejeli okoli 80 odločb. Večinoma za drugo kategorijo, torej 40 ur mesečno, kar pomeni velik pritisk na kader. Za 78 odločb bi potrebovali vsaj 44 oskrbovalk. Upravičenci razumejo, da sistem ne more steči čez noč, a pričakovanja so visoka, saj so storitve za uporabnike brezplačne, financirane iz prispevkov za dolgotrajno oskrbo. Celotno temo preberite v Večeru in večer.com, pripravila jo je Barbara Bradač. Gremo še k športu. Slovenski kolesarski selektor Uroš Murn je doživel že vse. Zmage in zlome, šampanjec in mavec. Šport pozna od znotraj in od zunaj, hodi v službo in živi družinsko življenje, za dirke s Tadejem Pogačarjem pa vzame tudi neplačan dopust. Dirkal je v nekih drugih časih, pravi jim romantični, ko se je pred startom bralo časopis in se je razpravljalo ob kavici. V drugi vlogi selektorja slovenske reprezentance pa je Uroš Murn uspešen tudi, ko je prav vse usmerjeno v uspeh. Novomeščan, ki je letos praznoval Abrahama, je bil kot tekmovalec popolno nasprotje kolesarja, ki danes prosperira. Novi časi mu ne bi bili naklonjeni, razmišlja. Ob športu je namreč študiral in šel pozno v tujino pri 25, a kljub temu dosegal skoraj vse, o čemer je sanjal. Pobral je prestižne domače lovorike, bil član prve slovenske profesionalne ekipe Krka Telekom, pri švicarskem Fonaku pa je okusil tudi dirkanje na najvišjem nivoju. Odpeljal je prav vse spomenike ter Giro in Vuelto, na katerih je v posamičnih etapah osvojil stopničke. A ko je želel še več in je za sezono 2007 podpisal pogodbo z ekipo Discovery Channel, ki mu je odpirala pot na sloviti tur, mu je kariero presekala huda prometna nesreča. Objestni voznik je na dolenjskih cestah pokosil celo skupino kolesarjev na treningu, med tistimi, ki so skupili najhuje, pa je bil zlomom dlani in 4-kratnim zlomom noge prav Murn. Vztrajni dolenec se sicer ni predal, zelo se je približal vrnitvi na najvišji nivo, a zmage je začel žeti drugje. Končal je študij, si ustvaril družino in se zaposlil.
S kolesarstvom se je dolgo le še občasno spogledoval, po dobrem desetletju pa se je spet vrnil in bo morda ostal zapisan za vse večne čase kot naš najuspešnejši selektor. Pa čeprav si mora za evropska in svetovna prvenstva, ko iz avtomobile usmerja prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, v službi vzeti dopust. Intervju Uroša Gramca z Urošem Murnom najdete na večer.com/sport. To je bil Večer zjutraj 8. decembra 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nas sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odsleti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.